Živijo, dragi moji, ponovno sem vam Jalen Kristiž Mahar iz duhovnega ateljeja Potovanje duše. Dobila sem za zanimivo vprašanje. Obljubila sem vam že, da vkolikor bom dobila iz vaše strani zanimivo vprašanja, da jih bom definitivno se nekako spustila v njih in da bom tudi odgovorila na njih. Zaradi tega, ker verjamem, da če se recimo nekdo nekaj vpraša, pa jaz postavim potem video vsebino na to temo, več izmed vas prije prav. In zdaj sem dobila zelo zanimivo vprašanje in to je: Kristi, zanima me, kakšna je razlika med spletnimi meditacijami, ko ti vodiš v živo, pa imamo dogodek, ampak imamo pa tudi, meditacije, ki so tudi spletne. To pomeni, so na YouTubeu ali pa preko naše spletne strani so posnete in potem jaz meditiram po njih, so posnete profesionalno v studiu in tako naprej. Ampak zanima me, kaj je razlika, ker zdaj ne vem, a ne uporabljam to spletno meditacijo ali ne uporabljam pač posnetek pa tako naprej. Skratka, veste kako, bilo mi je ful simpatično vprašanje, jaz bom povedala svoje dojemanje tega. Vsaka meditacija, ki jaz priznanim pa posnamem, ima noter svojo energijo. In vsaka izmed teh meditacij deluje, pa tako naprej. Ampak, če bi že mogla izpostaviti eno razliko, bi jaz rekla tako. Profesionalno vodena meditacija, pa imate tudi brezplačne meditacije na potovanjeduše.si, to je tisto, ki si sam en večer zbereš in rečeš, to bi delal. Blazno delajo na umiritvi, pomiritvi, imel si nek dan, razumeš, bilo je mogoče nekaj malo težjega, potrebuješ se podpreti ali pa malo manifestirati, pa tako naprej. Skratka, vse lepo teče, mirno in tako naprej. Skratka, to je tvoj individualni in lep proces. Super. Če me pa sprašuješ, kaj se zgodi, imamo mi recimo spletno meditacijo, pa se nas gor 100 nas pride, razumeš? In jaz tam vodim v živo in ljudje potem tam tudi v klepetu postavljajo vprašanje. Razlika je ta, da te spletne meditacije, kjer grem jaz v živo noter, pa tako naprej, v trenutek jaz s tabo postavljam energijo. To pomeni, da jaz, kljub temu, da je spletno oddajanje, jaz tam odprem portal, ki teče skozi mene in vi, ko poslušate pa tako naprej in vas je velik, se ustvari nek ful močen kolektivni namen. In več, ko nas je, močnejše to. Ko ti se lepo mirno, simpatično, efektivno plava, medtem, ko je to energijska bombica. To pomeni, da kle energijsko se ful iniciira, če rabiš kaj spucati, razumeš, to kar ful potegne naprej, ti se nežno, gre lepo počas, dela s tabo, te počas oblikuje k glino, to je pa kar nekdo granato vrgo energijsko, razumeš, to pa inicira, pa potegne ven iz tebe stvari, pa močno te priklopi na portale, pa inicira stvari, ki se rabijo spremeniti. Skratka, se zgodi na taki močni ravni. Zaradi tega, ker ko sem jaz v živo s tabo in je odprt portal, se ti direktno priklapljaš v to, razumeš? In seveda so tudi drugi udeleženci, kaj ti moraš vedeti, da vi veste, kaj je energijsko gledano. To gledano, recimo imaš 100 ljudi, kar naenkrat manifestira, pa se priklapi na nek portal, veš kako je to, veš kako je ta frekvenca seva in seveda je to močnejš. Najbrž ste, ne vem, kjerga leta je to bilo, ampak vsi poznate verjetno to zgodbo. Mislim, da se dogajala v New Yorku, ko se enkrat zbrali 100 ljudi v enem območju v New Yorku in tisti ljudje so skupaj meditirali za mir. In takrat je ne vem koliko procentov, ker to je res že nekaj časa nazaj, pa se nisem zapomnila številk, je na unem območju, ravno za takrat, ko so oni meditirali, pa tem obdobju z ne vem koliko procentov je takrat kriminal padel na tem območju. Zaradi tega, ker je 100 ljudi to dvigovala, razumeš, ne? Torej, vsak sicer dela za sebe, ampak ker smo pa tudi skupaj v kolektivnem bazenu, en drugega podpiramo, jaz vse vas podpiram, razumeš, eterična bitja nas močno kot skupino nadzirajo in delajo z nami in zaradi tega je ta efekt mogoče res tako zelo tak, bum. Zdaj pa čisto odvisno je, kaj rabiš. Včasih rabiš malo bolj nežno, malo bolj tako, včasih pa rabiš nekaj intenzivnega pa močnega. Upam, da sem vam zdaj pomagala, upam, da zdaj razumemo, kjera je kakšna. No, ljudi se pa sprašuje, ful se je spraševali zaradi tega, ker sploh z mano ste ogromen doživeli v našem ateljeju teh lepih meditacij, pa imamo malo takih efektov, da vse tako lepo zaplava, pa tako naprej. In ogromno ljudi se dejansko spraševala, bomo mi to lahko nekako
poustvarjali tudi na spletu, a bo lahko tudi tako, ne vem, lepo, da boste vi lepo zaplavili pa tako naprej. Jaz mislim, da ja. Tako, zdaj vam bom dala mečkan za pokukati, ok? Mečkan za pokukati, kako izgleda spletna meditacija, ki jo jaz vodim. Tako da par utrinkov, pa se odločite sami. Se vidimo, ko pridete nazaj. Sprejemam srečo in obilje. Tako zdaj je. Kleskni s prsti in kamenje popada v ribnik. Potopi se globoko in kar naenkrat srebrni lotosovi cvetovi močno zažarijo in ti s tem obljubijo, da se to kamenje nič več ne bo dvigovalo. No, vidiš, jaz mislim, da ti je bilo všeč. Meni je bilo tudi všeč in čisto vsaka taka meditacija je posebna. Predlagam ti, da preizkusiš sama. Pri nas imamo ogromno spletnih dogodkov kot jaz, tako tudi Mihael. Vedno se maksimalno potrudimo zate, vedno te čaka še neko dodatno darilo. Imeli bomo ogromno spletnih meditacij, pa seveda tudi v živo meditaciji. Nikoli ne bomo pozabili na te. Vedno ste seveda vabljeni v naš novi atelje na Dunajski 151, v čisto ambientalno pravljico. Eni in drugi dogodki, ene in druge meditacije. Tokrat smo se do konca tega leta res odločili za mistične, posebne, take malo drugačne, zato ker to obdobje to definitivno zahteva. Poglej, kaj smo ti vse pripravili, pridruži se, zato da ne zamudiš svojega mesta, ki so omejena na potovanje.si. Hvala za vsa vaša vprašanja, še kakšnega pošljite. Lepo se imejte in adijo.